Ajdovščina, pogosto neprijetna postojanka na mariborskih gostovanjih, je tokrat dočakala naše nogometaše v spremenjeni podobi z novim stadionom. Ne glede na izhodišče na lestvici so bili dvoboji proti Primorju praviloma negotovi in takšna je bila tudi preizkušnja v 17. krogu. Namenjena ji je bila ustrezna pozornost, saj v zadnjih 10 medsebojnih obračunih pomnimo le eno zmago Maribora. Vijoličasta odprava se je napotila na prizorišče dan pred tekmo, ob nenavadnem igralnem terminu v času nedeljskega kosila pa je ostalo pri razpletu brez golov. Po agresivnem začetku sta moštvi iskali pot do nevarne zaključne akcije, razživelo pa se je sredi prvega polčasa. Najprej je Božič ob kotu za Primorje zadel prečnik. Na drugi strani je ajdovski vratar preprečil namero Repu. Najlepša akcija je bila izpeljana v 38 minuti. Dodlek je lepo podal po tleh Volašu, ki je prišel do soočenja z domačim vratarjem, a je bil ta uspešnejši. Drugi polčas se je začel z novo energijo. Prva sta zapretila Rep na eni in Božič na drugi strani. Lepa akcija je po protinapadu, ki sta ga začela Mertel in Volaš, uspela mariborskim nogometašem v 56 minuti. Plut je v zaključku nameril čez vratarja, a tudi mimo desne vratnice. Majer je nato uspešno ustavil nevaren poskus Božiča. Lepo kombinacijo pa smo pospremili v 82 minuti. Berič s peto Majer do tovariša, ki pa ni bil dovolj natančen in ostalo je pri 0:0 ter negostoljubnosti ajdovskega objekta tudi v novi podobi.
preteklih tekmah smo delovali boljše, bolj sveže, bolj dinamično. Tokrat ni bilo tako. Mislim, da je ta remi glede na prikazano tudi pravičen. Mi smo si priigrali priložnosti, nasprotnik tudi, iz protinapadov. Primorje se je balo igrati. To se je videlo, pustili so nam inicijativo, katero pa mi zaradi svoje pasivnosti oziroma zaradi tega, ker nismo bili ta pravi, nismo znali izkoristiti. Take tekme se zgodijo po tako dolgi seriji uspešnosti, ko smo res po igrišču leteli, se lahko zgodi tudi kaj takega. Da bi bil nevaren od spredaj, je potrebno proti tako orientiranem nasprotniku, ko je tako rekoč celo tekmo na svoji polovici, je potrebno enostavno biti hiter in pa tudi se upati teči v globino, napadati globino. Mi tokrat to nismo, da je žoga šla počasi, pa še smo se več ali manj podajali proti bokom paralelne pase in tu ne prideš nikamor. Zadetek bi verjetno pripeljal do tega, da bi se tekma razvijala drugače, da bi se nasprotnik bolj odprl, avtomatično bi mi imeli več prostora, vendar ker ni bilo tako, je bilo potem do konca težko. Pa ja, pričakovali smo sigurno vse tri, ampak tudi svaka čast Primorje, vedno igrajo dve ekipe. Oni so, mislim, dosegli svoj cilj, smo videli tudi veseli na koncu, dosegli so točko. Čeprav so oni tu imeli priložnosti, lahko bi tudi oni zabili, vendar jaz mislim, bi bil ključen prvi zadetek. Če mi prvi zadeli, bi sigurno njih ostali odprli, ampak točka, gremo dalje. V drugem smo se mi mogli nekako odpreti, ipak smo prišli po 3 točke, Primorje ima hitre igralce, v kontri so zelo dobri, tudi v zadnji so se postavili še za žogo. Ne vem, če bi na začetku mogoče Volec zadal pa še kdo drugi, bi strli verjetno odpor, ampak nič, končali 0-0, ne. Ja, res je, nič proti nič, za gledalce nezanimiva tekma, vendar tekma se je, kako bi rekel, veliko priložnosti je bilo na obeh straneh. Mi smo imeli recimo 2 mrtve šanse, vendar pač žoga ni hotela v gol in upajmo, da bo na naslednji tekmi proti Domžalam, da bo šlo to vse v zadetke. Ja, res je, tudi jaz osebno nisem tukaj zmagal že odkar igram profesionalno nogomet, tako da upam, da bo na naslednji tekmi, ko bom tukaj igral, da bo vsaj sreča se prikazala in da bomo zmagali tekmo.